Svet kulture. Na osrednji poletni razstavi Pilonove galerije v Ajdovščini so do srede septembra na ogled dela primorskega umetnika in likovnega pedagoga Silvestra Komela. V Mariboru pa se začenja že 38. Folk Art, mednarodni festival folklore, ki poteka v okviru festivala Lent. Več v oddaji Svet kulture po 16. uri. Dragi poslušalci, drage poslušalke, danes ponavljamo oddajo o Jakobu Aljažu z razlogom. Nanj se namreč spomnimo vedno, ko Slovenci praznujemo pomembne mejnike v naši zgodovini, povezane z napori za samostojno domovino. Avtor oddaje je Ivan Merljak. Mejniki identitete. V drugi polovici 19. stoletja so tedaj že izoblikovani evropski narodi začeli neizprosno tekmovanje za svojo uveljavitev, pogosto tudi na račun drugih. Slovenci smo bili tedaj v nezavidljivem položaju, saj nismo imeli svoje vladajoče elite, kakor Avstrijci in Nemci, in skoraj nič premožnih gospodarstvenikov in tovarnarjev slovenskega rodu. Večina slovenskega prebivalstva je bilo kmetov, po večini razdrobljenih z razmeroma majhno ekonomsko močjo. Imeli pa smo srečo, da je bilo med mladimi intelektualci, zdravniki, učitelji, tudi odvetniki, poeti, literati, glasbeniki in duhovniki, ki so po večini študirali na Dunaju in se narodnostno plemenitili tudi v stiku z drugimi slovanskimi študenti, veliko izredno narodno zavednih. In ti so s svojim žarom in delom postali gonilna sila slovenskega samozavedanja in smelega ukrepanja. Eden takih, ki so svoje slovenske besede dopolnili z odločnimi dejanji in postali pravi mejniki narodove identitete, je bil Jakob Aljaž, duhovnik, skladatelj, planinec in narodni buditelj. O njem govori zgodovinarka Irena Lačen-Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice. Jakob Aljaž je bil 4. po vrsti rojeni otrok pri Bačnikovih v Zavrhu pod Šmarno goro. Seveda je njegovo otroštvo in mladost preživljal v domačem kraju, šolal se je v osnovni šoli na Spletniku in potem kmalu odšel šole tudi na Dunaj. Navduševal se je nad glasbo vse od vsega začetka, bil je pri zboru, rad je prepeval in spoštoval je domačo slovensko zemljo. Tega so ga zagotovo nagovorili ali pa tako vzgojili prav njegovi starši, ki so obdelovali kmetijo. Piše Janko Mlakar v svoji knjižici, kjer opisuje Aljaža, da se je odločil za študij, da bo postal učitelj. Ampak menda to ni bilo po volji njegovim staršem, namreč predvsem mati si je menda želela, da bi postal gospod. In vsi v vasi in v okolišu so že načrtovali in govorili o tem, da bo njihov Jakec postal gospod, torej župnik. Kljub temu se je fant odločil za študij, da bo postal učitelj, torej na Dunaju in študiral.
Tam se je hitro vključil v različna društva, med prvimi seveda pevsko društvo, in podpiral je slovansko. Moramo vedeti, da je bil to čas, ko je bil panslavizem prisoten, ko so se združevali v različnih krožkih, veliko brali, prijateljeval je z Gregorčičem, z Jurčičem, z mnogimi, in tako so pravzaprav se bodrili pri ohranjanju in postavljanju slovenščine na primerno mesto. Vedno je nekako nasprotoval temu, da bi morali učiti oziroma govoriti le v nemškem jeziku, ampak spoštovati jezik, ki ga ljudstvo uporablja. Res je prišlo do tega, menda sta se mu kar dve takšni življenjski prigodi pripetili, da je opustil študij in se vrnil v semenišče. Ne vemo, ali je res k temu pripomoglo, da se je menda nekoč prehladil in ni mogel zapeti ta pravega tona, namreč v zboru je menda pel tenor, in ker je bil prehlajen, se mu je to na nastopu nekako pokvarilo in ni bilo v redu. No, to je bil menda eden od razlogov, ki je prispeval k njegovi odločitvi, da zapusti to šolanje in se vrne v Ljubljano na semenišče. Zagotovo je bila verjetno najsrečnejša njegova mati, namreč izpolnila se je ta želja, ki jo je tudi vidno izražala in svojemu sinu ob odhodu položila na srce, da še vedno upa, da bo postal duhovnik. Drug razlog je bil pa preprosto tudi zato, ker je od doma prejel pismo, da ga pri študiju ne morejo več podpirati. In ta je bil verjetno glaven. Zagotovo. Gotovo piše tudi Mlakar, da bi oboje lahko prebrodil, namreč bi se verjetno dalo ukreniti kako drugače, da bi pridobil tudi tako denarna sredstva, kot prešel skozi to ponesrečeno pevsko izkušnjo. A verjetno je v sebi čutil tisto tiho obvezo materi, da se vrne oziroma da gre študirati bogoslovje. Tako se je res odpravil v ljubljansko semenišče, no in tam dokončal študij. Njegova prva služba, še kot mlad kaplan, je leta 1871 prišel v Tržič. Tržič je bil takrat menda precej nemškutarsko mesto. Tam so bili tovarnarji, vzpodbujalo se je nemško, pravzaprav vse povezano z nemškim. Veliko so govorili tudi nemško. Pevski zbor, ki je bil tam kot kulturno udejstvovano društvo, je pelo pretežno nemške pesmi. No in vse to je dalo Aljažu tudi precej misliti. Aktivno se je namreč vključil, da je spodbujal slovensko. Hkrati, ko je opravljal službo duhovnika oziroma kaplana, je bil tudi učitelj 4-razrednice v Tržiču. No in tam je otroke lepo učil, kako spoštovati slovenski jezik. Hitro je ustanovil tudi svoj zbor in, kot verjetno ste že slišali, tudi prvi prevedel Sveto noč v slovenščino. To je naredil Aljaž prav v Tržiču in tam so jo menda tudi prvič zapeli. To je sestavil zbor iz teh rokodelcev, ki so bili in peli so slovenske pesmi, kar je bilo seveda ključno za Aljaža. No, zanimivo je pa tudi to, da če se je v Tržiču še izpostavljal v političnem smislu, bi lahko rekli, tako da je malo kontriral tudi tamkajšnjim društvom pa organizatorjem, je pa kasneje to opustil. Namreč po 7 letih je bil Aljaž, ponekod beremo, da na njegovo prošnjo, ponekod se pa to ne izpostavlja, premeščen za duhovnika na Dobravo pri Kropi oziroma pri Otočah. No, tam pa so ga obdajale gore še bližje kot sicer. Takrat se tudi prvič povzpel v Julijske Alpe, tudi na Triglav, je bil še preden je prišel na Dovje, najel je mojstranskega vodnika in z njim obiskal gore. Zanimivo je tudi to, če je bilo 18. stoletje tisto, ko beremo o prvopristopnikih na naše hribe, je 19. stoletje pa predvsem v označevanju poti in postavljanju koč.
Kar neke vrste tekma se je vnela med nemškim Alpenvereinom, ki se je čutil domačega, da bi izkazoval svojimi nemškimi oznakami in kočami nemški značaj teh gora. No in prav to je zagotovo spodbudilo tudi Aljaža, da je začel načrtno razmišljati, kako prispevati k temu, da bodo slovenske gore odzvanjale slovenski značaj. No in zato ni čudno, da je sodeloval pri postavitvi koč in tisto, po čemer je danes najbolj znan, leta 1895 na vrhu Triglava postavil Aljažev stolp. Takrat je bil seveda Jakob Aljaž že na Dovjah, leta 1889 je prišel v te kraje, kjer je tudi pokopan. No in zanimivo je namreč to, da kljub temu, da je bil duhovnik, na vrhu stolpa ni ne križa, ne zastave, ampak preprost napis Aljažev stolp. To je namreč tudi prvi slovenski napis na najvišji točki naših gora. Meni osebno, kot zgodovinarki, leta smo malo raziskovala v prve opisne knjige pri Aljaževem stolpu, ki jo je Aljaž nastavil tam, da se popotnik vpiše. Zanimivi so vpisi v tem prvem letu, namreč zelo veliko je res duhovnikov, ki so prihajali tako na obisk k Aljažu, zelo verjetno, pa seveda se vpisali na samem vrhu Triglava v tole vpisno knjigo. Knjiga odraža tudi hvalo in slavo dovškemu župniku, ki je postavil stolp, ki je pokazal, da je to slovenstvo, in ne malokrat se pojavljajo verzi, ki so jih ljudje zapisali kot lepih razgledov, navdihujočih pogledov in seveda hvala župniku Aljažu, ki je postavil torej stolp popotniku, da se nakratko odpočije oziroma nudi pribežališče. No, seveda je potem bila zgrajena še kapelca, da so lahko tam župniki tudi maševali, in pa seveda imamo še Aljažev dom v Vratih, ki pa kapelce, ob njem pa ni več dočakal, ker je bila zgrajena leto po njegovi smrti. Ja. A to pomeni, da so, bom rekel, tile duhovniki, ki so verjetno z njim obiskovali Triglav, tudi čutili podobno kot on, kar se tiče slovenskega naroda, pripadnosti slovenstvu? Z gotovostjo bi lahko rekla, da zelo enako ali pa podobno. Nemalokrat si je tudi Janko Mlakar, ki je bil župnik, prihajal k njemu na obisk, in Aljaž je bil takrat že ostarel, se ni več podajal na Triglav, kljub temu, da ga je kar večkrat obiskal, nazadnje v leto 1904, in Janko pravi, večkrat mi je rekel, poglejva skozi zvezdogled oziroma daljnogled, ki ga je imel v svoji spalnici, namreč od tam je 54-kratno povečavo lahko točno videl, kaj se dogaja na vrhu Triglava iz svoje spalnice, in tako nekako si, lahko bi rekli, potešil tisto zadovoljstvo, da ni mogel biti več z njimi na vrhu. No, in opazoval je vreme in je rekel, Janko, lej, ni primerno, bolje, da ostaneš v dolini, namreč vreme se bo pokvarilo. No, in naslednji dan sta menda šla na sprehod tlele do vrat in mu je Aljaž priznal, a boš zelo hud, namreč, glej, zdajle pa vidim, da bo vreme še vendarle lepo, jaz sem te pa zadržal v dolini. Janko Mlakar je večkrat imel občutek, da ga je Aljaž imel rad kot svojega kolega, sogovornika, namreč veliko sta razpravljala in govorila tudi o tem, kako pomembno je ohranjati slovenstvo in ga dokazovati. Težko je reči, ali je bil neljub dogodek, ki ga je Jakob Aljaž kot planinec doživel v nemški Dežmanovi koči, vzrok ali samo vzgib, da je začel načrtovati stolp na Triglavu, pravi sogovornica Irena Lačen Benedičič.
No, ko je Jakob Aljaž bil prvič na Triglavu leta 1887, je že opazil, da se začenjajo postavljati planinske koče kot Schutzhütte, torej koče, ki nudijo zavetišče. In v teh kočah so predvsem nemški Alpenvereinovci želeli in zaposlovali ljudi, ki so govorili le ali pa pretežno nemško. Namreč koče so bile namenjene nemško govorečim turistom. S tem, da naj poudarim, da pri besedi turisti so mi mišljeni tisti, ki so se odpravljali na ture, ne turisti v našem pomenu besede. No, in Aljaža je to krepko jezilo. No, in ko je ob nekem obisku, malo kasneje, želel prenočiti v Dežmanovi koči, mu je oskrbnik dejal: imate srečo, da ni polno oziroma da imamo prostor, namreč, če bi bili gostje nemško govoreči, bi vas moral zavrniti in bi prespali zunaj. To je menda Aljaža spodbudilo k temu, da bo temu napravil konec. No, in kmalu začel sam razmišljati, kako narediti kočo oziroma stavbo, ki bo odzvanjala slovensko identiteto. Malo so tudi vsi tekmovali, na kateri višini je bila koča postavljena. No, in njemu se je porodila ideja, da bi prav na vrhu Triglava postavil stolp. Višje ga nobeden ne bo mogel. No, in Slovenci, ki so seveda postavljali takrat leta 1893, je namreč bilo že ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, ki je predhodnica Planinske zveze Slovenije. No, Aljaž je bil tudi njen član Slovenskega planinskega društva. No, in ti so postavljali tako imenovane Trutzhütte, torej kljubovalne koče, ki kljubujejo tistim, ki ščitijo popotnike oziroma turiste v hribih. No, in kot vemo, prvo tako kočo, to je bila Orožnova koča na Črni prsti, postavljena. No, in Aljaž je torej leta 1895, tisto zimo iz 94 na 95, že snoval načrte, kako bi pripravil oziroma kakšen stolp bi postavili na vrhu Triglava. Njegov sošolec in dober prijatelj iz Vikrč, Anton Belec, kleparski mojster, ki je sicer tudi naredil veliko zvonikov, mu je opravil vsa kleparska dela in izdelal stolp po Aljaževih načrtih. Aljaž je bil tudi precej v prvi vrsti pevec, duhovnik in tudi precej gospodarsko naravnan. Namreč temle, ki so imeli žage, je risal načrte za turbine, spoznal se na geometrijo, preračunaval, no in tako se je lotil in menda tudi v kar pravem merilo na podov sobe čez zimo risal, kako bi naj načrt za Aljažev stolp izgledal. Tega je potem predložil kleparskemu mojstru Antonu Belcu, no in seveda ta je v letu 1895 tudi izdelal tako imenovan Aljažev stolp. Predtem pa je uredil, da je pridobil prostor, kamor bo stolp postavil. Tako je v aprilu leta 1895 kupil od Dovške občine zemljo na vrhu Triglava. V Slovenskem planinskem muzeju hranimo to kupno pogodbo, ki so jo podpisali predstavniki občine. Takrat je bila občina Dovje Mojstrana, nista bili dve, ampak skupaj. No, in Aljaž je to odkupil menda za 1 goldinar. Ponekod piše, da je to bila vrednost 60 žemelc, jajc. Skratka, gre za neko simbolično vrednost v resnici. Za nas, Slovence, pa še kako pomembna, da smo na svoji zemlji, ki je bila torej v lasti Dovške občine, postavili simbol slovenstva. No in Baja so ga v pokosih nesli. Ja, takrat je v naše kraje vozila železnica. Leta 1870 smo dobili železniško povezavo od Ljubljane proti Kranjski Gori oziroma Trbiža.
No, kleparski mojster jo je stolp po načrtih Aljaža izdelal, z vlakom so ga pripeljali do Mojstrane, od tam pa jih je 5-6 delavcev, nosačev znosilo na sam vrh in menda v 5 urah sestavilo stolp. No, kakšna je bila slovesnost ob samem odprtju stolpa 10. avgusta, tudi to lahko preberemo, ker je zapisano v opisni knjigi, kdo vse je bil navzoč, predsednik glasbene matice, Hubert na primer, kdo se je vpisoval, no, vse te zanimivosti danes bi lahko rekli, so zapisane tudi v spominih in v knjigah, ki jih hranimo, in menda so peli pesem Oj Triglav, moj dom, in Aljaž je to pel kleče, medtem ko je objemal v stolp. Torej, dogodek o postavitvi stolpa, to odprtje, je zagotovo bilo nadvse čustveno in globoko pomensko za slovenski narod. Pesem Oj Triglav, moj dom zagotovo poznamo in jo mnogi pripisujemo Aljažu, kar drži, sicer le v enem delu. V glasbi jo je res Jakob Aljaž, medtem ko je besedilo pesmi napisal Matija Zemljič. Oj Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan, po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem v samotni srci. Zakaj je bil Triglav moj dom? Ja, zagotovo je Triglav geografsko najvišji vrh, ima že iz tega razloga in svojevrsten pomen. Menim pa, da to globoko pomensko noto daje prav slovenska postavitev, odražanje slovenske identitete, če rečem na tak način. Dejstvo je, da je Aljaž to morda le slutil, vsekakor si je želel, sam je tudi tako živel in si prizadeval. Prizadeval si je, da so v šoli, on je bil kasneje tudi šolski inšpektor, da so torej tudi v šolah poudarjali rabo slovenskega jezika, kljub temu, da je bilo nekako drugače določeno, da se govori in poučuje v nemškem jeziku, da so pri cerkvenih obredih imeli v ospredju tudi slovenski jezik, da se je znal prilagoditi ljudem, s katerimi je živel. Nekje sem prebrala tudi zapis, da je Aljaž še kako rad morda za nekatere preveč pozornosti posvečal planinam in hribom. Zapisal je tudi nekako priporočilo dekletoma, le pojdite v hribe in ne veste, le povprašajte, če so fantje člani Slovenskega planinskega društva. To je namreč tako rekoč potrebno in lepo. In le tako bo zrasel čil slovenski narod, če bomo krepili slovensko poslanstvo oziroma izkazovali svoje korenine. No, večkrat je menda tudi za pokoro pri spovedi naložil, da se gre v hribe, poleg tistega, kar je bilo potrebno še odmoliti, na primer. Mnogi so mu to menda, tako je Janko Mlakar zapisal, da ko se je vrnil na Dovje po njegovi smrti, je srečal ženico v vasi, ki je bila veliko bolj zadovoljna z Aljaževim namestnikom. No, zdaj bo pa vendarle malo bolje, da bo bolj skrbel za faro, ne pa samo za hribe. No, ampak prepričani smo lahko, da je bil Aljaž izvrsten glasbenik, planinec in dober duhovnik. Kakšna je bila pa reakcija, bom rekel, nemške strani, da ne rečem nemškutarje v tistem času, na vse to, kar se je dogajalo na Triglavu? No, Aljažu so o postavitvi stolpa najprej očitali, da je
uničil staro triangulacijsko točko, ki je stala menda prav na vrhu Triglava. No, temu ni bilo tako, namreč, ker je bila lesena predtem že preperela. Ni jim bilo všeč takole dejanje in večkrat se je moral zagovarjati, tudi pravdati, ali je pravilno oziroma ali lahko stolp ostane tam, kot je. No, lahko bi rekli, da jih je smelo ukanil oziroma da jih je znal prepričati, ko jim je nekoč menda dejal: ne sekirajte se, tako ali tako je iz pleha, ki ga bo rja snedla. No, in mi še danes vemo, da ta pleh, ta isti pleh, ima dušo in ga rja še kar ni snedla. Morda tudi zato, ker smo ga do sedaj premnogokrat prebarvali. Menda že naslednje leto po postavitvi stolpa so se čutili dolžni, imenovani pa neimenovani, da ga polepšajo. Pravo pleskarsko vojno ali se je vnela v času držav, na primer, en teden je bil italijanska trobojnica, potem jugoslovanska trobojnica, skratka, tekmovanje po dokazovanju, čigav je svet, na katerem stoji Triglav, je se odražalo seveda tudi v njegovi barvi oziroma njegovi zunanji podobi. Res pa je, da je ob Aljaževem stolpu tudi mejnik iz leta 1920. No, mejnik Repalske meje med državami je le 2 metre oddaljen od stolpa. No, in zanimivo je tudi to, da smo s to krivično Repalsko mejo pa vendarle Slovenci nekaj izgubili, Primorsko. Kako je bilo potem po prvi svetovni vojni, so rekli, ko je prišla ta, kaj pa med drugo svetovno vojno? No, med drugo svetovno vojno imamo tudi fotografijo oziroma posnetek, ko so leta 1944 partizani bili ob Aljaževem stolpu. Torej, vse vojne so pravzaprav vključevale in Aljažev stolp, če rečemo karikirano, izrabljale tudi zato, da so dokazovale slovenstvo, da so dokazovale slovensko zemljo. No, prav enako je bilo tudi potem med drugo svetovno vojno. Po vojni pa vemo, takrat smo množičneje začeli z obiskovanjem gora, razvil se je slogan vsak Slovenc vsaj enkrat v življenju na Triglav. Tudi to je zanimivo, če v prvih vpisnih knjigah pri Aljaževem stolpu opažamo, da so ga obiskovali, torej začeli so avgusta oziroma prihodnje leto nekje julija, dobre 3 mesece, danes vemo, da ni meja, ne vremenskih ovir glede obiskanosti. Ljudje se odpravijo na Triglav prav v vseh razmerah. Na bohinjski južni strani Triglava je pogled na očaka drugačen od tistega, ki ga je Jakob Aljaž vsak dan uziral skozi svoje okno. A gora je v srcih bohinjcev prav takšen simbol kot za prebivalce kraja Dovje Mojstrana na koncu doline na severni strani Triglava. Publicist Marko Viduka, urednik edicij pri zavodu Turizem Bohinj, meni, da je Jakob Aljaž z nakupom vrha Triglava in s postavitvijo stolpa na najvišji točki Julijskih Alp zavedno utrdil slovenski karakter naših gora. Tam po mladim narodov neka druga zavest je. Slovenci smo se začeli identificirati kot Slovenci, kot lasten narod, ki ima svoj jezik. In pravzaprav, kar se je v gorah najprej začelo dogajati, je to, da so Nemci si naše gore, tiste naše Julijske Alpe, Karavanke, naš alpski svet začeli prilaščati na način, da so prvi pravzaprav vzpostavljali, da so začeli graditi svoje nove poti, da so jih vzpostavljali, gradili so prve koče in tudi označevali vse v nemškem jeziku. Seveda to nam, Slovencem, ni bilo pogodo, absolutno nam ni bilo všeč, da nekaj, kar smo takrat že pojmovali kot svoje gore, Triglav je že postajal naš simbol,
In Jakob Aljaž se je tega absolutno zavedal. On je vsako jutro gledal na Triglav. Mojstrančani, Dovčani so mu dali nekako vedeti, da pravzaprav te gore so naše, so slovenske gore. Oni so njemu pravzaprav to svojo stisko na nek način izkazali. On tudi, ko je prišel Dovje za župnika, je takrat postal član Slovenskega planinskega društva z Radovljice, tako da je tudi potem to svojo miselnost in to razširjal med ljudi in dobil nek krog somišljenikov, s katerimi je potem hodil gor na Triglav in tudi potem se seveda ukvarjal s temi novimi potmi. To, da je on se odločil, to je bila zelo premišljena poteza. On se je odločil kupiti vrh Triglava, kar je nekaj, kar absolutno Nemcem v tistem času in nemškim Vereinsklubom ni prišlo na misel. In da je on kupil tistih 16 kvadratnih metrov, postal privatni lastnik pravzaprav vrha, najvišjega vrha, je to njemu dalo potem tudi možnost, da tam postavi svoj objekt. In tako je potem tudi prišel na idejo, da bi tam postavil zavetišče v obliki stolpa. Ta stolp je danes, ga lahko Slovenci pojmujemo kot slovenski simbol slovenstva, kar ni samo Triglav simbol, je tudi Aljažev stolp simbol. In s tem, ko je kupil vrh Triglava, s tem, ko je na to drzno idejo prišel, se zoperstavil tistem nemškemu pritisku osvajanja slovenskih gora in naših Alp in sploh Triglava. Mislim, da je ta drzna poteza Jakoba Aljaža enakovredna nekemu majstru ali pa nekemu slovenskemu junaku. In tle že samo dejstvo govori, da pravzaprav Triglav kot nacionalni simbol, Aljažev stolp kot nacionalni simbol, tudi recimo Triglavski narodni park kot zavarovano območje, da imamo tukaj pravzaprav Slovenci nekaj, na kar smo lahko ponosni, in mislim, da Jakoba Aljaža še premalo spoštujemo, cenimo. Zdaj, Bohinjci smo na nek način z 240-letnico zaznamovali prvi pristop, Zdaj se Aljažev stolp tudi obnavlja, prvič, odkar je bil postavljen. Med to obnovo nam bo razkril marsikakšno zgodbo. To je nešteto nekih zgodb, v katere smo vpeti že odkar je ta stolp postavljen. K sreči je ta stolp preživel. Preživel je Prvo svetovno vojno in tudi mejo med Jugoslavijo, med Kraljevino in pa med Italijo. In potem tudi drugo, tako da ta simbol bo večno pač ostal slovenski simbol. In Jakob Aljaž res samo hvala mu, da je takrat zmogel to drznost. Ampak kar je veličina tega človeka, mogoče je pomembno tudi to, da v resnici je on potem kupil na isti princip. Mi moramo vedeti, da takrat so nemški Vereinklubi v resnici tudi tožili Jakoba Aljaža in je vendarle pravica, čeprav v Avstro-Ogrski, ostala na strani lastnika, to se pravi Jakoba Aljaža. Tako da nismo takrat tudi Slovenci, smo si drzani ubraniti tudi še en mogoče pravdni napad. In potem je tudi Jakob Aljaž, ko je enkrat sedel na Malem Triglavu in se je ogledoval svetu spodaj, gledal tam na Marijo Terezijo Huta, današnjo Pleniko, in si je ogledal svet tam na Krederci in rekel, tole pa mora biti naše. In zato imamo danes Krederco zaradi Jakoba Aljaža, ker je on tam kupil tisti svet in potem tudi dal postaviti kočo, ki je danes pravzaprav največja koča v slovenskih Alpah in v Julicih. Pustimo še, da je potem tudi v Vratih postavil kočo, tudi zavetišče pod Triglavom, ampak kakorkoli, Jakob Aljaž je Triglav, to je njegova dediščina, da je Triglav danes naš, in tukaj mu moramo biti pač nekako mu izkazati neko čast in spoštovanje. Še vedno velja, da nisi Slovenca, če ne greš vsaj enkrat na Triglav. Zanimivo je, da mi smo letos imeli v okviru 240. obletnice prvega pristopa na Triglav. Smo v Bohinjci imeli tudi literarni natečaj, nacionalni. Bili smo presenečeni nad odzivom. Jaz pa kot član te komisije, ki smo odločali o zmagovalcih,
in najboljših prispelih delih, sem bil presenečen pravzaprav na tem, kako so, ne glede na kakovost, na literarno kakovost, kako so zgodbe, ker literarni natečaj je bil prvič na Triglav poimenovan, in ta prvič na Triglav je, kako se to v zavesti, v spomine zapiše vsakemu, ki je poslal svojo zgodbo, je tukaj pravzaprav bilo precej nekih enakih idej, enakih občutkov. Se pravi, kakorkoli mi o Triglavu govorimo kot o nacionalnem simbolu, ga pravzaprav vsak od nas zelo intimno doživlja. In ta gora ni enostavna za jo osvojiti, zahteva nekaj truda, previdnosti in tako naprej. Ni kar nekaj, kar mi pravimo prvi, gremo, nisi Slovenčina, greš na Triglav. Vsak pač ne more biti pripravljen za pristopiti na Triglav. In tudi danes, kljub vsem temu, kako je zavarovana, kako so urejene poti, kakšno opremo pristopamo in tako naprej, je seveda ta Triglav še vedno nekaj, kar se nas dotakne. Na vrhu, ko prvič stopimo gor, v resnici vsi občutimo nekaj precej podobnega. Na nek način kot bogovi tamle gor zrastemo, osebnostno izjemno. Te občutke vsi na nek način doživljamo popolnoma enako. In to je meni zanimivo, ker ne vem, če pri drugih slovenskih simbolih doživljamo popolnoma enako. A se vsi na isti intimen način poistovetimo s tem doživetjem, z zastavo ali recimo z grbom, mogoče s himno še najbolj, ampak mislim, da pa stati gor na Triglavu, da je pa nekaj popolnoma izjemnega, zelo, zelo, zelo osebnostnega, ki je pristno izključno samo nam vsem Slovencem. To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete z naslovom Jakob Aljaž. V njej sta sodelovala Irena Lačen-Benedičič, direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice, in Marko Viduka, urednik in publicist Turizem Bohinj. Oddajo sva povezovala Eva Longika Marušič in Jure Franko. Tonski mojster je bil Franci Moder, avtor je Ivan Mrljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radiotelevizije. Dragi poslušalci in drage poslušalke programa Ars, ob 14. bodo na sporedu novice. Do takrat si privoščimo nekaj glasbe. Izbrali smo Vivaldijev koncert za harfo v D-duru. Izvajalca bosta harfistka Silvija Kovalčuk in orkester madžarskih komornih virtuozov.
Harfistka Silvija Kovalčuk in orkester madžarskih komornih virtuozov sta zaigrala koncert za harfo v D-duru Antonija Vivaldija.